A lahko se spustimo malo v to kreditiranje pa stakanje, ki si omenil. Če malo to razloživa, ker se mi zdi, da je zadnja, mislim sploh z vidika DeFi-ja, borze decentralizirane in pa staking, zadnje čase ful popularne. A lahko malo razložiš, kako to deluje? Mislim, staking je drugač kot recimo lending. V DeFi-ju je bolj lending aktualen. Staking je tudi, lahko tudi to pa obdela. Staking je bolj pa razlike pa vse. Lending je v bistvu zelo preprost, pa tudi vsakmu zelo hitro razume, zakaj gre. Pač obstaja platforma, na katero pač ljudje dajo katerkoli asset, ga suplajo, se reče, in na drugi strani so ljudje, ki si ga sposodijo. Zdaj, zato, da je to posojilo varno, vsak, ki si ga sposod, mora hkrati tudi zavarovanje dati. In tipičen primer je, recimo, ne vem, jaz imam dolarski kovanc, zdaj recimo, in ga dam na ta platformo in hočemo v bistvu obresti dobivati, pač kot nek varčevalen račun. Ti pa recimo imaš Ether in veš, da si lahko nekaj sposodiš, če daš Ether v zavarovanje in hočeš kupiti nekaj, ne vem, nek Uniswap, rečemo to. Boš dal Ether na to platformo kot tvoje zavarovanje, sposodil si boš pa recimo moj DAI, da boš z njim lahko kupil Uniswap. Hkrati boš pa mogel obresti plačati. Včasih celo nek origination fee, čisto odvisno od platforme. In od tistega Ethera, ki sem ga jaz zastavil, se bo v bistvu obresti Ponovadi tako, da se ti na dolg akruja obresti se ti gor pripisujejo in potem ima ta platforma in kup enih zakonitosti. Recimo to v bistvu mi primarno delamo. Pri MakerDAO je dolarski kovanc, pa hkrati ta dolarski kovanc deluje tudi tako, kot sem rekel, da Ether mora biti zastavljen, zato da je backan. In ljudje, ki ta dolarski kovanc si sposodijo, zato ker je dement za njega, oni morajo Ether dati v zavarovanje in mi moramo skozi gledati, koliko je tega Ethera v zavarovanju, da ga je vedno dovolj. Ker če se skaže, da ga je premalo, imamo luknjo v sistemu. In potem pade cela ideja tega dolarskega kovanca, ker nekrat ni več backed. In to je pač prvotna ideja. In te platforme, vključno z nami, ki skrbimo za to, je, da pazimo, da je vedno dovolj zavarovanja, da če pade pod zavarovanje, recimo, da bi Ether padel, pa pade pod, ne vem, 1,3-kratnik tvojega dolga, ki si ga posodil, s katerim si kupil Uniswap, se zgodi likvidacija. In je spet cel modul, cel set smart kontraktov, ki reče, da se bo pa tvoje posojilo likvidiralo, utrpel boš neko penalty fee ponovadi, in ljudje bojo v bistvu ljudje bojo prišli in poplačali tvoj dolg in bojo tudi nekaj zaslužili. V bistvu zajde skozi neke teorije igr te zagotavljaš, da sistem je skozi v balansu. In to je recimo tak primer, ki je mogoče malo kompleksen, ampak v osnovi eni posojajo denar, eni si ga izposojajo, obresti se plačujejo. Kakšne pa so obresti za nekoga, ki zastavi v bistvu, čisto odvisno. Ki ima ta varčevalni račun? Recimo, če si ti nek supplier, če v bistvu varčuješ v dolarjih, delaš lahko, odvisno koliko si iznajdljiv, koliko si veš, da znaš z neko taktiko še povečati yield, ampak so tam 10-20% zelo lahko, tu čez 20%, če si pa tako, da je res sam na gumb, supply noter, je pa 6-7%. Kar je to je na stablecoine. To je na stablecoine, ampak to je super donos, res. Ja, sigurno. Razen, da je dolar. Ja, mogoče si po inflaciji na nuli. Mislim, zdaj tako, če imaš ti neke dolarje, zdaj v Evropi to malo težje, ker imaš risk dolarja, ampak če ti en reče, dolar lahko nekam daš in dobiva 6%, je tako odlično, predvsem alternativno. Če ga nimaš nikamor zadeta, pa nočeš tvegati. Je pa tako, ne bom zdaj prodajal, da to je zdaj tako no-brainer, jaz še vedno mislim risk reward, da je to super. Te platforme imajo vse riske, mogoče tega dela se sploh še nisva dotakali. Zdaj, te yieldi so seveda malo višji, ker če bi vsi mislili, da je to no-brainer, bi vsi dali not vse dolarje in bi te yieldi valjda padali. Zdaj, kakšen je pa ta risk, je pa tako, imaš platforme, ki delujejo že 2-3 leta in veš, da ta koda je dokaj robustna oziroma dosti battle tested, mi rečemo.
in načeloma ne bi smeli iti kaj narobe. In je tveganje nekako toliko majhno, da tisti, ne vem, 6-7% yield rečeš, ja, no-brainer, pač daš noter. Ampak imaš pa tudi več drugih rizikov. Tukaj je market risk, lahko da cel vsa sistem, ne vem, likvidno se upade v kriptu, se to vse zlikvidira in nastane neke izgube in lahko doš tudi izgubo denar. Ja, hacki se tudi dogajajo, ampak tako sem rekel, odvisen od platforme. Tako značilno je, kakšne te nove, te platforme se kar pojavljajo, da res, ker ni problem. Ti lahko skopiraš eno, pa ponudiš nekaj novega. In to se je dogajalo v zadnjem letu konstantno. In pa se ti dogaja, da ne naredijo dobre kode in zdaj en aspekt tega smart contracta, tako dosti negativen, je, da če boš ti samo eno vrstico koda ali nek parameter narobe dal, gre lahko vse narobe. Pač tako vse lahko. En bo spraznil celo likvidnost, recimo. In se je dogajalo, da ena taka značilnost je, da ob sobotah zvečer, ker developerji ponovadi spijo v 2 ponoči, predko ene delo analizo v 2 ponoči je največ teh hackov in ljudje izgubljajo sredstva. Tako, to se tudi dogaja, ni za vse tako. Brez tveganja. Ja.